Sedaj smo pri 13. točki dnevnega reda, poročilo o razmerah na področju migracij. Zdaj imamo tukaj poročevalca, bi pa uvodoma povedal, da je to realizacija sklepa mestnega sveta, ampak iz samega poročila poročevalca in državnega sekretarja je pa razbrati, da v bistvu podatke, ki nas zanimajo, so dnevno na razpolago na spletni strani ministrstva. In da ne bomo zdaj gospoda Špengo vsak mesec vznemirjali za to točko dnevnega reda, bi vam predlagal potem, ko opravimo razpravo, potem, ko sprejmemo sklep, da bi tudi sklep, s katerim ste ga zavezali, da enkrat mesečno poroča, spremenili. Torej, da se seznanjamo preko kanalov, ki ga je ministrstvo vzpostavilo preko svoje spletne strani, ker zagotavlja, da so tam objavljeni vsi podatki, ki so relevantni. Hvala lepa, gospod Špenga, izvolite. Hvala, župan, za besedo. Tako kot ste povedali, sami na Ministrstvu za notranje zadeve v resnici redno v vseh aktivnostih obveščamo lokalne skupnosti, na katerih se migracije navezujejo, in tudi se skušamo nekako odzvati tudi na vse zahteve po posredovanju informacij. Na ta način smo tudi na sklepe mestnega sveta mestne občine Maribor posredovali na mestni svet poročilo 28.11. in ponovno poročilo 3.3. Torej, lahko bom poskušal samo na kratko tiste ključne stvari povzeti. Kot vidite, države okrog nas vse bolj zaostrujejo svojo politiko sprejemanja tujcev in temu tudi soustrezno in še ustrezno prilagajajo tudi svojo zakonodajo. Vendar moram povedati, da tukaj je faktorjev same nestabilnosti in nepredvidljivosti več. Eno so vsekakor ravnanja držav južno od Slovenije, čeprav moram povedati, da je z vsemi državami, tudi sosednjo Republiko Hrvaško, trenutno sodelovanje dobro. Žal pa so na tej poti države precej nepredvidljive, zato je v tem trenutku praktično skoraj težko predvideti, kdaj bodo tudi tem pritiskom migracij in kopičenju migrantov tudi v državah Zahodnega Balkana same popustile. Vsekakor še vedno ključen dogovor med EU in Turčijo, ki predstavlja hkrati tudi precejšnje tveganje, in glede na razvoj dogodkov, ki ga lahko tudi danes ali pa v teh dneh spremljate v medijih, je težko predvideti, kdaj bodo tudi na nek način tem nekaj milijonov migrantov, ki so prebežali v Turčijo, popustile in kako se bodo odzvale v naslednjih tednih. V Turčiji je trenutno približno 3 milijone beguncev in pomemben podatek je pa morda, da v prvih 2 mesecih letošnjega leta so pa odkrili novih 40.000 ilegalnih migrantov. Pomembno je, da je začel delovati začela Evropska mejna in obalna straža. Vsekakor ta predstavlja pomemben korak k okrepljenemu nadzoru na samih zunanjih mejah, vendar iščejo se pa še vedno neke celovite rešitve na področju migracij v okviru Evropske unije. Tako praktično vsak teden potekajo zasedanja, srečanja, naslednje imamo naslednji ponedeljek zasedanje ministrov za notranje zadeve in pravosodje v Bruslu. Slovenska policija izvaja še vedno poostren nadzor na zeleni meji in mejnih prehodih z Republiko Hrvaško in hkrati pa izvajamo tudi vse izravnalne ukrepe v notranjosti države, saj le celovit pristop pri
varovanju meje je lahko učinkovit. Policiji še vedno pri varovanju meje z Republiko Hrvaško pomagajo pripadniki Slovenske vojske v mešanih patruljah, hkrati pa še vedno vzdržujemo začasne tehnične ovire in jih na teh ključnih migracijskih poteh, ki so bile zaznane v letu 2015 in 2016, tudi nadgrajujemo in še postavljamo v tem trenutku na območju policijske postaje Koper, kjer beležimo največje povečanje migracijskih tokov v tem času. Policija ima v ta namen tudi izdelan načrt za obvladovanje množičnih migracij, katerega seveda tudi ustrezno ažuriramo sproti. V tem času od zadnjega mojega poročanja tu v mestnem svetu je bil sprejet tudi zakon o tujcih, katerega namen je, da bi spremenjeni, lahko rečem, policijski postopki na meji policistom torej omogočili hitrejšo obravnavo in tudi učinkovitejše vračanje nezakonitih oseb, torej, ki pristopijo državno mejo. Torej, število ilegalnih migracij, kot sem povedal, se je v tem obdobju povečalo. Največje povečanje je torej na policijski upravi Koper in policijska uprava Novo mesto. Na policijski upravi Koper smo v zadnji tretjini četrtletju lanskega leta beležili celo 300% povečanje ilegalnih migracij. Vendar zaenkrat vse ilegalne migrante obravnavamo v rednih postopkih na policijskih postajah in jih tudi uspešno vračamo hrvaškim varnostnim organom. V letošnjem letu od začetka leta pa do 18.3. je bilo ilegalnih prehodov 194, to gre približno ponovno za 108% povečanje v letošnjem letu. Prevladujejo tukaj državljani Afganistana, sledijo državljani Albanije, Alžirije, Kosova, Sirije in Iraka. Izročeni so bili tujim varnostnim organom, od tega 170 jih je bilo že izročenih, ostali so še v postopku, največ Republiki Hrvaški 117. Od 17. septembra, ko se je začel množični migracijski val leta 2015 do 31. marca 2017 je 1592 oseb, od tega 154 iz relokacijskega načrta, torej iz premestitve iz Grčije in Italije, podalo prošnjo za priznanje mednarodne zaščite, od tega 480 državljanov Afganistana, 320 državljanov Sirije, 154 državljanov Iraka, 132 državljanov Pakistana, 96 državljanov Irana, 75 državljanov Turčije, 59 državljanov Alžirije, 42 državljanov Maroka in 38 državljanov Eritreje. Druge številke so manjše. Na današnji dan imamo v Sloveniji 250 prosilcev za mednarodno zaščito, od tega so v azilnih domu je nastanjenih 143 oseb, v izpostavi azilnega doma na Kotnikovi 56, v izpostavi azilnega doma v Logatcu 25 in izven azilnega doma je 12 oseb. 4 osebe so v dijaškem domu v Novi Gorici, 4 osebe, mladostniki so v dijaškem domu v Postojni in 2 mladostnika sta tudi v kriznem centru. V tem obdobju prevladujejo državljani Afganistana, sledijo državljani Turčije, Irana, Sirije, Eritreje, Nigerije in Pakistana. V centru za tujce se na današnji dan, če se ne motim, nahaja 13 oseb. Torej, ministrstvo, kot je že župan sam povedal, redno sproti obvešča vso zainteresirano javnost tudi preko svoje spletne strani. Tudi vsi ti podatki so na spletni strani vidni.
Torej, če greste na spletno stran Ministrstva za notranje zadeve, je tam zavihek Ministrstvo za notranje zadeve za vas, pod rubriko Tujci v Sloveniji in pod rubrika je statistika, ker je tudi vsa statistika, ne samo o teh, ampak o vseh izdanih dovoljenjih za prebivanje, veljavnih dovoljenjih za prebivanje, o številu prosilcev za mednarodno zaščito, o odločanju v postopkih za priznanje mednarodne zaščite. Ta statistika je tam objavljena in se tudi mesečno ažurira. Prav zaradi tega tudi sam ocenjujem in ne vidim razloga, da bi o statistiki vas obremenjeval mestne svetnike na vsaki seji, ampak da če je potreba si tam pogledate, sem vam pa tudi osebno vedno bil in bom na razpolago ali za mladostnike brez spremstva, ko sem z nekaterimi mestnimi svetniki tukaj komuniciral, kot za vse ostale vprašanja sem vam dnevno na razpolago. Glede morda tega sklepa v številu tujcev, ki smo ga tukaj imeli, lahko povem, da tudi statistika se vodi, če bi na ta način nekako poročali, o vseh torej tujcih. V Sloveniji je na dan 31.12. lanskega leta bilo 110.849 tujcev z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in 122 držav. In samo v mesecu januarju letošnjega leta je bilo v Sloveniji izdanih 3711 dovoljenj za prebivanje, tako za stalno ali pa začasno. Vendar od tega, kot sem pa že prej povedal, je pa zelo majhen odstotek tistih, ki so dobili dovoljenje za prebivanje v Sloveniji na podlagi priznanja statusne mednarodne zaščite od vseh vloženih vlog v letu 2016. Takrat smo imeli, je bilo teh vlog podanih 1308, je bil status podeljen 170 osebam. Ostalo so pa vsi tujci z vseh let, ki prihajajo iz 122 držav v Slovenijo, tako delati, kot ostalo. Kot sem že prejšnjikrat poudaril, trenutno v Mariboru ne potekajo nobene aktivnosti glede migracij. Vkolikor bi v našem lokalnem okolju prišlo do bilo kakršnih sprememb, bomo pa seveda na Ministrstvu za notranje zadeve tako mestni svet kot občino tudi sproti obveščali. Moram reči, da vsa odprta vprašanja sproti rešujemo, sodelovanje tudi z podžupanom gospodom Luketičem je, mislim, konstruktivno in odlično in to problematiko sproti obravnavamo, vendar še enkrat poudarjam, da v tem trenutku na območju mestne občine Maribor ne potekajo nobene aktivnosti na področju migracij. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Špenga je zelo natančno povzel pisno gradivo, ki ste ga dobili, tako da želi kdo razpravljati. Ugotavljam, da ne. Hvala lepa. Potem vas prosim, da prijavite svojo prisotnost. Hvala lepa. Ugotavljam, da ste večinsko prisotni. Dajem na glasovanje sklep. Mestni svet MOM se je seznanil s poročilom Ministrstva za notranje zadeve o razmerah na področju migracij z dne 3.3.2017. Prosim, glasujte. Hvala lepa. Ugotavljam, da ste s 25 glasovi za in nič proti sprejeli predlagan sklep. Sedaj smo pri 14. točki dnevnega reda.